Pozdravljeni. Med prebiranjem bloga znanega italijanskega novinarja in navdušenca nad Ferrarijem Lea Turinija sem prebral nekaj, kar še leto dni nazaj ne bi bilo mogoče. Namreč napisal je odkrito, da Sergio Marchionne o Formuli 1 ni imel kakega velikega znanja. Podčrtajo tudi nekaj izmed njegovih kardinalnih napak, naprimer to horizontalno ureditev ekipe, to zanašanje samo na notranje kadrovske vire, a kljub vsemu Marchionne je imel dobre in slabe lastnosti, naredil je dobre stvari, naredil je tudi kako slabo. Vsekakor današnja skuderija Ferrari je zelo malo odseva tisto, kar je Sergio Marchionne hotel za to ekipo. Namreč v teh mesecih se je vse obrnilo na glavo in na površje je prišla tista stara garda, tista, katera je bila zmeraj v nasprotju vsako spremembo, vsako noviteto, ki bi jo lahko hoteli vpeljati v to ekipo. A to sploh ni toliko važno, pač tako so se odločili lastniki in taka je njihova volja, zato je pravilna. Problem je nekje drugje. Skuderija Ferrari danes kot danes nima skoraj nobene politične moči v Formuli 1. In čeprav mnogi pravijo, kaj nas briga politika, važni so rezultati na progi, je prav politična volja v tem trenutku izjemnega pomena. Namreč, sedaj se določa, kako se bo podpisala nova pogodba Concorde, nova pravila za naslednje obdobje. In prav tu je pomembna politična moč, kajti če se spomnimo, kako so lobirali pri Mercedesu pri podpisu te prejšnje, še sedaj v veljavi, pogodbe Concorde, kaj so dosegli? Dosegli so pravila, ki so jim bila pisana na kožo. Ferrari je za privolitev v ta pravila dobil bonus. Rezultati na progi so pa vidni. Od leta 2014, od vstopa v veljavo te zadnje pogodbe Concorde, so zmagali vsa prvenstva, tako med vozniki kot med konstruktorji. Ferrari ima zelo majhno politično moč in poglejmo, pri tem odločanju, ukolikor bi se vrnili na tisto staro dimenzijo pneumatik Pirelli, tisto iz 2018, govorimo o 0,4 mm debelejših pneumatikah, na pobudo Ferrarija seveda je prišlo do glasovanja. Za spremembo, za vrnitev na staro bi rabili 7 glasov. Rezultat glasovanja 5-5. Za spremembe so glasovali Ferrari in ekipe v njihovem tistem vplivnem območju, to se pravi Alfa Romeo Racing, Haas, ter obe ekipi iz sfere Red Bull Honda, to se pravi Red Bull pa skuderija Toro Rosso. Na nasprotni strani so seveda bili tisti iz sfere Mercedesa, tovarniška ekipa Mercedesa, Racing Point pa Williams in na začudenje vseh tisti iz sfere Renault, tovarniška ekipa Renault pa McLaren. Zakaj je začudenje okrog Renaulta? Namreč nekaj mesecev od tega je bila novica ta, da se združujejo skupina FCA ter Renault oziroma Renault Nissan Mitsubishi. Prišlo je do trenj, nekateri pravi, da so pogajanja zaključenja, nekateri ne, ni važno. Že takrat sem podvomil v to, kakva bo skupna politika obeh teh realnosti v Formuli 1, to se pravi te sfere Renault, te sfere FCA v Formuli 1. Sedaj smo videli, da sta si na nasprotnih bregovih. Torej, Ferrari s svojim političnim vplivom, FCA s svojim političnim vplivom ni sposoben pritegniti tistih glasov iz Renaulta, da bi dosegli pravila pri pneumatikah v tem primeru, pravila, ki ne bi dajala nobenemu bistvene prednosti, bi pa bistveno škodovala tovarniški ekipi Mercedesa. Prav tu se vidi tisto šibkost, politično šibkost skuderije Ferrari in prav možno je, da bo pri podpisu nove pogodbe Concorde prišlo spet do tega, da bojo drugi pisali pravila. Ferrari bo pa lahko samo gledal. Pri tej stari gardi, tej, ki je prišla na površje, v bistvu manjka neka karizmatična osebnost, nekdo, ki bo znal udariti po mizi, zarohneti, morda celo samo zagroziti z vzhodom Formule 1 in doseči vsaj nekaj, vsaj to, da bi jih poslušali. Mattia Binotto ga samo ocenjujem, da ni tak. Luis Camilleri še manj, John Elkann pa nikoli ni kazal kakih takih predpostavk, da bi kaj takega bil sposoben narediti.
Sergio Marchionne je seveda bil tak, sposoben kaj takega narediti. Enzo Ferrari si ni pustil dvakrat reči, za dobro ekipe je naredil to, pa še kaj hujšega. Zadnji, ki je bil tak, da se je nekdo pritoževal nad njim vodstvu, lastnikom Ferrarija generalno, je bil Marco Mattiaci. Tisti revež, ki so ga postavili na mesto vodje ekipe, kjer je bil samo neko mašilo, preden je prišel Arrivabene. No, ta je doživel dosti kritik z tega področja strani tako drugih lastnikov ekip, kot tudi takrat Bernia Ecclestona, prav zato, ker se ni pustil od nobenega, da mu je vsilil svoje mnenje. Take ljudje, kot je bil na primer Mattiaci, bi po mojem osebnem mnenju danes Scuderia Ferrari bolj potrebovala kot nekoga, ki svoje politične moči, če jo še kaj ima, ne zna uveljaviti. Hvala za vašo pozornost, pa nasvidenje.